Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Evi, ki ob večerjih z nasmehom na obrazu zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Najlepša hvala, Eva. In danes te čaka prav posebna zgodba iz čarobnega sveta ledenega kraljestva. Le kaj tokrat načrtujeta Ana in Elza? Verjamem, da bo tudi njuna tokratna zgodba polna iskanja, smeha, zapletov ter novih prijateljstev. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Evo z naslovom Ledeno kraljestvo, poletni praznik. Bil je čudovit poletni dan. Pihljal je topel veter, sončni žarki so greli deželo in ptički so veselo žvrgoleli. Ana in Elza sta šli na bližnji travnik, da bi nabrali najlepše poljsko cvetje. Počutim se kot nekoč, ko smo praznovali začetek poletja, je rekla Ana, medtem ko si je ogledovala naravo, ki se je odela v pisane barve. Začetek poletja smo zadnjič praznovali, ko so bili še čisto majhni deklici, je otožno dejala. Elza je prikimala. Zdaj so vrata kraljestva znova odprta. Lahko spet priredimo praznovanje. In to kar takoj. Ana je zaploskala od navdušenja. Na čelu praznične povorke bom videti prav čarobno, je rekla sestri. Elza se je ob tem pomenljivo nasmehnila. Na čelu povorke ne bom jaz, ampak ti. Imenujem te za kraljico letošnjega poletja. Priprave na zabavo so potekale v skladu z načrti, saj so Ani pri tem pomagali njeni prijatelji. Vse je moralo biti natanko kot takrat, ko sta bili Ana in Elza še majhni. Pravzaprav čisto vse le ni moglo biti tako. Bojim se, da ne boš mogla jahati gospoda Sladkorčka, je Elza rekla sestri. Prerasla si ga. Gotovo pa se je medtem tudi že upokojil. Potem si bom pa morala izbrati novega konja, je odvrnila Ana. Najboljšega konja v celotnem kraljestvu Arendel. Ana in Olaf sta se nemudoma odpravila v dvorno konjušnico. Kakšna se vam zdi tista? Je Ana vprašala konjarja in pogledala na elegantno svetlo kobilo. Prečudovita je očarano zavzdihnil Olaf. To je Lady Kristal Zlatokopita četrta, je dejal konjar. Lady Kristal Zlatokopita četrta je krenila proti princeski in se nerodno spotaknila ter čofnila v ribnik. Ojoj, je začudeno zavzdihnila Ana. Kakšen se ti zdi pa tale lepotec? Je rekel Olaf in pokazal na zelo velikega in močnega konja. Kako mu je ime? Konjar je nekoliko v zadregi odvrnil: Neustrašni. Pozdravljen, Neustrašni, ga je ogovorila Ana in stopila proti njemu, da bi ga pobožala. Tedaj pa je veter mimo prinesel majhen list, ki se je vrtinčil v zraku. Ko ga je Neustrašni videl, je za hip kar otrpnil od strahu, potem pa je zgroženo zarezgetal in se podal v galop. Mislim, da tale junak ni primeren zate, je razočarano ugotovil Olaf.
Tedaj sta princeska in Snežak zagledala Krištofa, ki jima je prihajal naproti. Čemu tako klavrno vzdušje? Je svoja prijatelja pobaral Krištof. Nikakor ne najdem primernega konja za praznično povorko, mu je pojasnila Ana. Se je zamislil Krištof. Mislim, da imam pravega kandidata za to vlogo. Kaj res? Se je takoj navdušil Olaf. Kje pa je ta konj? No, pravzaprav ne gre za čisto pravega konja, pač pa severnega jelena, je v zadregi dejal Krištof. Ana je Svena takoj odpeljala v kraljevo konjušnico na lepotno obdelavo. Z menoj bo na čelu praznične povorke, je rekla princeska. Biti mora urejen in lep. To je za nas velika čast, je rekel vodja konjarjev in se globoko priklonil. Lepo prosim, gospod, stopite z nami. Konjarji so se zavzeto lotili dela. Svenu so najprej naoljili kopita. Nato so zloščili njegovo rogovje. Nazadnje pa so toliko časa krtačili in gladili njegov kožuh, da se je svetil kot ogledalo. Ko so dvorni konjarji končali z delom, se je Sven pokazal v povsem novi podobi. Sven, saj to je sventastično, je vzkliknila Ana, ko ga je videla. Si razumela? Sventastično, je Ana rekla Elzi in jo dregnila s komolcem. Ja, razumem, se je nasmehnila kraljica. Tej praznični opravi je res veličasten, je rekla, nato pa se je nenadoma namrščila. Ampak mislim, da še nekaj manjka. Elza je šla po prečudovit venec, ki ga je spletla iz poljskega cvetja, ter ga nataknila ponosnemu Svenu okrog vrtu. Takole, je rekla, zdaj si pa nared za praznovanje. Ko se je dan prevesil v večer in je bilo praznovanja konec, sta sestri žareli od sreče. Uspelo nama je, Ana, je bila zadovoljna Elza. Praznik je bil prav takšen, kot ga imam v spominu. O ne, je nasmejano odvrnila Ana. Še boljši je bil. Čudovita zgodba, ki nas je popeljala skozi zabavno doživetje, obarvano s toplino, prijateljstvom ter veseljem. Prijazni severni jelen Sven je svojo dobroto še polepšal dan, Ana in Elza pa sta dokazali, da je to pravo praznovanje tisto, kjer zasijejo srca. Eva, najlepša hvala za idejo v čudoviti Disneyevi zgodbi in verjamem, da se naša zabavna druščina, obdana s smehom in poletnim soncem, že pripravljene nova čarobna doživetja v ledenem kraljestvu. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zgodbi iz ledenega kraljestva z naslovom Ana, Elza in reka skrivnosti. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Evi, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam prijeten pozdravček v družbi čudovite druščine ledenega kraljestva. Čau, čau! Bravo, čudovita zgodba.